Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je imel pred dnevi v Bruslju še zadnji nastop za novinarje, preden se poslovi od svoje funkcije. Njegovo slovo je bilo zelo čustveno. Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe. Merci. Zaenkrat ni znano, je jokal, ker bo pogrešal svojo službo ali pa za tem stoji kak drug razlog. Tudi meni namreč, ko kaj spijem, udarna čustva. Po obsodbi katalonskih voditeljev na večletno zaporno kazen so na ulicah Barcelone izbruhnili nasilni protesti. Čeprav je dogajanje od nas oddaljeno več tisoč kilometrov, bomo posledice protestov na svojih ramenih kmalu čutili tudi Slovenke in predvsem Slovenci. Barcelona v plamenih, protestniki stopnjujejo pritisk na španske oblasti, ohromljena sta cestni in letalski promet zaradi protestov, prestavljen celo slavni nogometni El Clasico. Človek se cel mes pripravlja na tekmo, kupi kokice, povab edinega frenda, ki ga ima, pol pa vse odpade. Kaj naj zdaj naredim s celo paleto kokic? Nesem nazaj? To bo izgledalo žalostno. To laže me sem dejstvo, da nisem edini, ki je razočaran. Protesti v Barceloni so namreč do živega prišli tudi enemu našemu bivšemu predsedniku. Pri nas pa je glas v podporo političnim obsojencem v Kataloniji najglasneje dvignil naš prvi predsednik Milan Kučan, glavni pobudnik posebnega odbora 41 oseb iz slovenskega javnega življenja, ki pravijo, imeti politične zapornike na evropskih tleh, to je sramota. Predsedniku Kučanu se je zgodila enaka tragedija kot meni. Človek se je isto veselil tekme, kupil celo paleto kokic in povabil edinega frenda, ki ga ima. Zdaj pa nič od tega. Pa nič od tega. Še bolj kot ponavadi se je v minulih dneh zapletel izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Zadeva je za gledalce postala tako moreča, da je britanska televizija Sky News ustanovila poseben kanal z novicami, na katerem se Brexit sploh ne omenja. Ta kanal imamo tudi v Sloveniji, imenuje se Balkan Erotik. Garantirano ne omenjajo Brexita. Mogoče tu pa tam rečejo nikoli pa Brexit. O njem pa moramo poročati v naši oddaji, saj britanski parlament ni potrdil novega dogovora z Evropsko unijo, zato je moral premier Boris Johnson narediti edino stvar, za katero je poleg obiska frizerja obljubil, da je nikoli ne bo storil. Zaprosil je za podaljšanje članstva. Britanski premier Boris Johnson je sicer včeraj v Bruselj poslal elektronsko sporočilo, v katerem unijo sicer prosi za 3-mesečni odlog in hkrati osebno pojasnilo, da bi bilo vsako podaljšanje roka za izstop slabo za Veliko Britanijo. Britanski premier je prošnji za odlog priložil pojasnilo, zakaj se mu odlog zdi slaba ideja, kar je približno enako, kot če prošnji za novo službo priložiš seznam razlogov, zakaj naj te ne zaposlijo. Zdaj, jaz sem brezposeln, ampak samo zato, ker sem se skregel s prejšnjim šefom. Na živce mu je šlo, ker pač kradem, kaj? Kot pozitivno lastnost pa bi rad izpostavil, da pijem manj, kot sem nekoč. Ne mal, ampak manj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je izdal pobudo za vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante za vse, ki delajo na področju umetnosti. Gre za prvo ambulanto, kjer bodo zdravili najpogostejše bolezni umetnikov, kot so pisateljska blokada, trema in alkoholizem. Srednja šola Bhagat v Indiji je kot prva preizkusila nov ukrep za preprečevanje goljufanja in sicer so učencem na glavo namestili kartonaste škatle z luknjami za oči. Poteza je v javnosti seveda sprožila ogorčene odzive, saj nadevanje kartonskih škatl in papirnatih vrečk ne sodi v učilnico, pač pa v spalnico. In še to sam, če je res kriza. Za konec oddaje, se strinjam, prehuda je bila. Za konec oddaje pa smo za vas pripravili videoposnetek, na katerem Karl Erjavec kljub jezikovnim oviram našteje svoje najljubše glasbenike. In moram reči, Omar Naber je bil odličen. Lahko bi se tudi zgledovali po Freddiju Mercuryju. Vam se to zdi hecno, jaz sem pa samo vesel, da Erjavec ni nikoli poslušal Lynyrd Skynyrd and Creedence Clearwater Revival. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.